Dobrodošli v novem videu. Včeraj smo imeli FOMC meeting, na katerem je ameriški Federal Reserve spet zvišal interest rate. In ja, danes smo v bistvu malo povedal, kaj se je zgodilo, zato ker smo poleg tega meetinga dobili še nov SEP, to je Summary of Economic Projections, in pa pol je imel še predsednik Federal Reserve Jerome Powell nek govor. Tako da gremo kar v to. Najprej bi pa rad povedal še, da je na najmu Instagramu MacBook Pro giveaway, pejte pogledat na Instagramu, vse gor piše. In pa joinite se še na eni Discord skupini, če rabite nekoga, da se z njimi pogovarjate o financah. Ok, ta FOMC meeting je bil tak dosti mixed, se mi zdi, zato ker najprej, da povem, smo dobili 50 basis points, se pravi 0,5% increase, ampak to so basically vsi vedeli, pač to ni bilo nobeno presenečenje. Je pa bil ta SEP, se pravi Summary of Economic Projections. To je v bistvu samo en dokument, v katerem člani Federal Reserve v bistvu povejo svoje mnenje, kje mislijo, da bo ekonomija čez recimo 1 leto, 2 leti, 3 leta. No in to je bilo pa v bistvu kar slabše, kakor si je večina ljudi mislila. Je pa potem imel še Jerome Powell govor, ki je bil pa v bistvu, meni se je zdelo kar v redu, da je izgleda kar optimističen za leto 2023. Tako da dajmo si zdaj pogledati malo te stvari, ki so se meni zdele najslabše pa najboljše od včeraj. Torej v SEP-u je bil nek average prediction, za kje bojo ratesi na koncu leta 2023 5,1%, medtem ko na prejšnjem SEP-u je bila ta številka 4,9%. In tudi večina ljudi je v bistvu pričakovala, da ne bomo šli nad 5%, medtem ko se člani Federal Reserve tukaj niso strinjali. Kakor vidite, večina jih je bilo v bistvu nad 5%. Tale range, kakor vidite, je med 5,1% pa 5,4%, kar je tudi višji od prejšnjega tega meetinga. Višji so tudi ratesi, ki jih pričakujejo za konec leta 2024, ki so šli iz 3,9 na 4,1, in pa tudi konec leta 2025 so šli pričakovanja ratesov iz 2,9 na 3,1 včeraj. Torej, za vse ratese so bili višji, kakor pričakovano, in to je logično, da je slabo, zato ker mi nočemo višjih ratesov, zato ker je potem denar je dražji in je posledično manj denarja v ekonomiji. Zvišali so tudi pričakovanja za GDP letos, tukaj ni v bistvu nič tazga, nič presenečen, ker zvišali so ga za 0,3. No, kar pa je bilo presenečenje, je pa, da so tudi za naslednje leto, se pravi, da bo v letu 2023 GDP growth samo 0,5%. In tukaj so za kar dosti znižali, v prejšnjem meetingu je bil projection 1,2 in ne vem, tukaj lahko to mogoče pomeni nek tak potential recession v letu 2024, zato ker v bistvu za recession rabite samo 2 kvartarja, da je GDP negativ, in v bistvu, če pričakujejo 0,5, bi se mogoče znalo zgoditi, da pričakujejo prve 2 kvartarja pozitiv, pa mogoče druge 2 negativ, pa da bo pol average 0,5. Splošno je bil SEP bolj agresiven, kakor smo pričakovali. Tako da ja, tudi ko je prišel SEP ven, preden je imel govor Jerome Powell, je v bistvu market kar dosti dropal, no pol se je malo popravil. No, kar se mi je zdelo še slabo, je, da je Jay Powell v bistvu rekel, da bojo dosti dalj časa imeli visoke ratese, kakor je bilo pričakovano prej, in da rabijo veliko več dokazov, da se v bistvu inflation niža, preden se bojo ustavili pri višanju ratesov. In v bistvu je pol rekel, da ratesov v letu 2024 sploh nimajo namenov manjšati. No, če pa gremo zdaj na stvari, ki so se mi zdele dobre. No, povedal je, da pričakujejo, da se bo v drugi polovici naslednjega leta zelo začel poznati ta slowing inflation v housingu. Se pravi, za housing se v bistvu gledajo najemnine in da to se bo v bistvu začelo kazati v inflation reportih šele na drugi polovici
leta 2023, tako da glede na to, da se inflation že zdaj niža, v bistvu pričakujejo pa v drugi polovici še hitrejše nižanje, kar je logično dobro, ker bo inflation pa manjši. Po meetingu so dropali v bistvu inflation expectations, to se meri z 5-year break-evenom, ki je v bistvu bil včeraj na najnižji točki letos, ali mislim, da je bil samo septembra nižje, no, kar je tudi dobro. No, in pa J-Pow je tudi rekel, da bojo v bistvu v Federal Reserve začeli razmišljati o tem, da bojo upočasnjevali rate hike, se pravi, mogoče se zna zgoditi, da bo naslednji rate hike že 0,25, naslednji FOMC meeting bo februarja, tako da to bomo videli takrat. Ampak ja, rekel je, da če bojo še naprej dobri inflation reporti, da bojo definitivno začeli razmišljati o upočasnjevanju rateov. In ja, to je bilo to. Upam, da vam bi bil všeč tale quick summary FOMC meetinga. Če vas zanima bolj podrobno, si pogledajte ta SEP. Ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu.